Preden začnemo s to temo, imamo pa tudi eno vprašanje. In sicer Tamara naj sprašuje, zelo direktna, zakaj so ta marketinška orodja tako zelo draga? Ja, veš, super, Tamara, ker si to vprašala. Zdaj, preden greva v ta tehnični del, pa kaj vse v zadnji, bi jaz razložil mogoče malo iz tega vidika, kakšna je percepcija teh dragih orodij, ki pravimo draga, v odvisnosti od tega, kaj nam pravzaprav to nazaj prinese, ne? Ali pa rečemo temu return on investment, povračilo investicije. In mi nekako tako pri naših strankah opažamo, da tam 15 do 18 mesecev je nekje rok, da se ti za take sisteme, ki bi zdaj na začetku rekel, jo so dragi, začne dejansko povračati investicija. Si v bistvu lahko že tam po letu pa pol si že skoraj na break-evenu. Kako to dosežeš? Je pa ta del, ki sva se v prejšnji epizodi tudi pogovarjala, kjer povečuješ povprečno vrednost nakupa, povečuješ frekvenco, se pravi več teh kontekstov do uporabnika znaš zajet in na njih se pravilno personalizirano odzvati, s tem povečuješ neke prihodke, na drugi strani pa stranke ne zgubljaš, ne vračajo ti izdelkov, se pravi prihraniš, tudi recimo prihraniš na koncu pri oglaševanju, ker zdaj imaš te opcije, da oglašuješ na tiste tvoje zveste uporabnike, pa zmanjšuješ cost per click, tako zelo poenostavljeno in tudi tam se pravzaprav pol to pozna. Tako da upam, da sva Tamari odgovorila, da ni vse samo v tem, ko vidiš ceno, ampak da moraš vedno pogledati, kaj s takim orodjem dobiš, kaj pravzaprav ti to nazaj prinese, glede na tvoj obseg baze, kakšne naročila imaš in tako. Marketinška orodja se skoraj vsa ali pa praktično vsa jih plačuješ glede na to, kakšno število kontaktov imaš v bazi noter, torej s kakšnim številom kontaktov komuniciraš. Zato, kot si rekel, če ti s temi kontakti nekaj počneš, pa dviguješ njihovo vrednost, potem ta cena niti ni več toliko visoka, jasno pa zelo velik razpon od zelo ugodnih orodij, mogoče nek Mailchimp ali pa v tem našem svetu mogoče kakšen Klaviyo, pa potem do enterprise orodij, ki ti pa prinašajo več, torej ti dajo na eno mesto več stvari. Se mi zdi, da potem, ko vidiš vse te razlogi, kaj pa je v takem orodju, pa tudi niso več toliko draga. Ne? Zdaj, nam se pa velikrat zgodi, ker recimo eno orodje, s katerim največ delamo, je SAP Emarsys. Čim ljudje vidijo tisto značko SAP, jih malo zaskrbi, kakšna bo to cena, ampak dejansko ni. Ne? Torej, SAP Emarsys je zelo konkurenčno ocenjen ali pa ima čisto konkurenčno ceno, je pa res, da je najmanjša licenca, ki jo lahko kupiš 100,000 kontaktov, kar je lahko za marsikoga prevelika ovira za vstop, ampak drugače cena za 100,000 kontaktov je pa od 1,000 evrov naprej na mesec, tako da ni to taka stvar, no. Ja, tle bi sam eno stvar hotel, da si zdaj rekel, da imajo cene različne, pa to te SaaS modeli zelo znajo biti premeteni v tem smislu, kako znajo zapeljati to ceno. Saj cela neka industrija se okrog tega pricinga v SaaS biznisih izoblikovala, tako da mogoče na prvi za poslušalce nekaj, kar vidijo na začetku, da je, to je zelo ugodno, ne, treba je pogledati res, kaj rabiš, kaj boš na koncu imel, mogoče tista stvar, ki je na začetku zgleda krat dva, je pravzaprav lahko ugodnejša na koncu. Tako da moraš res primerjati jabolka z jabolki. Ja, celovito pogledati na stvari. Tudi hvala Tamara za vprašanje.